Ja, lepo pozdravljeni v današnji spletni razpravi, ki bo tokrat na temo novinarstva na narodnostno mešanem območju. Zdaj, najprej bi rad izrazil obžalovanje, da se v teh okoliščinah dobimo. Zdaj, tisti, ki ste člani Prekmurskega aktiva, ste veste, da smo načrtovali naše naslednje srečanje z to okroglo mizo v Lendavi. Zdaj, na žalost, nič ne kaže, da bi to bilo možno v kratkem izvesti, tako da smo se po društvu odločili, da naredimo to spletno razpravo, pa potem tisti drugi del srečanja pa pol opravimo, ko bodo boljše okoliščine, ker drugače prelagamo to že zdaj skoraj eno leto. Tako da zdaj naj prvo povem, o čem se bomo sploh pogovarjali. Zdaj nekako novinarstvo na narodnostno mešanem območju je mogoče še malo znano oziroma večkrat, ne bom rekel spregledano, ampak odrinjeno pač od preostalega dela Slovenije. Kljub temu pa ima neko dolgo tradicijo, pa veliko ljudi se tudi s to dejavnostjo ukvarja v teh krajih, tako da je prav, da malo mogoče predstavimo medije, ki se v Pomurju ukvarjajo, ki v Pomurju ustvarjajo neke vsebine, pa tudi, da se pogovorimo o nekih problematikah, specifikah in tako naprej. Zdaj, najprej naj predstavim današnje sogovornike, to so Mirjana Lovrič Magyar, odgovorna urednica televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost, Jože Vegi, odgovorni urednik radijskega programa za madžarsko narodno skupnost, oba RTV Slovenija, Jutka Kiraj, odgovorna urednica narodnostnega tednika Nepojščak, in pa Silva Öri, novinarka Radia Monošter, časopisa Porabje in Radia Slovenija, odlična poznavalka manjšinske problematike na obeh straneh meje. Tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj v današnji razpravi. Zdaj, kot smo nekako že napisali v napovedniku, so novinarji na narodnostno mešanem območju pač enako zavezani nekim profesionalnim standardom, pa vendar so tu neke specifike, vsaj po mojem mišljenju to zahteva neko znanje, neko razumevanje tega okolja. Če potem nekdo, ki to dela, potem poroča tudi druge dele Slovenije, ne samo za ljudi na tem območju. Zdaj, Jutka, morda bi midva začela, ker ti si mi, ko sva govorila, takrat dala dobro izhodišče, si rekla, ne, novinarstvo je novinarstvo, ne glede na to, kje se opravlja, ne. Pa vendar so neke posebnosti tu, zdaj recimo v vašem primeru že jezik, ne, verjetno bi težko bil novinar na Nepojšagu nekdo, ki ne obvlada madžarskega jezika. Pa to tudi verjetno ni edino, kar iščete pri svojih sodelavcih, ne. Ne, no, hvala za besedo. Sem jaz prva, ki odprem to razpravo, ampak jaz bi vseeno za tiste kolege, ki mogoče ne poznajo, samo par besed o našem časopisu, da ga umestimo v čas in prostor, kje smo sploh mi. Letos izhaja Nepojšak že 65. leto, ne, izhaja od leta 56, najprej kot priloga Pomurskega vestnika, pol pa se osamosvojil. Od 70. let je uredništvo v Lendavi, ima svoje uredništvo. Mogoče mlajši kolegi niti ne vedo, da je vse do leta 93 bil v skupnem podjetju z Pomurskim vestnikom. Takrat po osamosvojitvi je manjšinska krovna organizacija pač ustanovila svoj zavod za informativno dejavnost in je časopis prešel pač v ta zavod in obstaja kot samostojni subjekt. Bile večinoma, oziroma kar 85% bi lahko rekla, je financirano od slovenske države, ker manjšinski časopis s takim obsegom, s tako naklado in s takim malim območjem, ko ga pokriva, zagotovo ne bi preživel na trgu, ne. To po vsej Evropi, vse povsod tako deluje, če želimo, da manjšinski medij deluje, da ga država pač podpira. Ostalo pa pač pridobimo od naročnin na trgu in pa z raznimi razpisi na Madžarskem in v Sloveniji. Več razpisov za naše, recimo zadnje leta na Madžarskem, ne, to je dejstvo. V Sloveniji pa recimo razpis medijski sklad, ki ga recimo mogoče razpisuje, drugje pa se ne vemo, težko se umestimo, ker pač nismo ne kulturni zavod, ne vem, gospodarski zavod, ne civilna sfera, ampak pač en javni zavod na področju informativne dejavnosti.
Vse skupaj nas je zaposlenih 9, od tega so 4 novinarji, imamo tudi še eno specifiko, tudi jaz kot urednik pišem, pa tudi direktor piše za časopis, ne, to je mogoče zelo težko verjeti, ampak ima tudi to dvojno vlogo, zato ker nas je tako malo in tako malo kadra imamo, da potem je pač treba vskočiti pri raznih temah, ne, potem to pač porazdelimo tako, da se ne pokrivajo neke take dejavnosti, ki je mogoče kdo tudi zaradi funkcije, recimo, da mogoče se ga dotika, pa ne vem, da se prekri, da je konflikt interesov, ne. Tega se verjetno ne moremo ogniti v 100%, ampak zelo stremimo k tem, da smo pač to nekako delamo objektivno in po vseh standardih novinarstva. Pa smo en klasični tednik, bom rekla, od igle do lokomotive, imamo specifično vlogo, imamo TV program, imamo politične tekste, imamo, ne vem, nasvete, objavljamo osmrtnice, se pravi en splošni tednik. Zdaj, mogoče imam 1, 2, 3 številke, če ga kdo ne pozna, vem, da tu v lokalnem regiji poznate, ampak recimo to so neke naše naslovnice zadnji teden, 24 strani, barvno, nekaj črno-belih. Tako, to je začetek. Seveda so specifike, ne? Če ne veš madžarskega jezika, potem v naši redakciji ali pri nas ne moreš delati, ne? Pa če ne veš slovenskega jezika, pa prav tako ne? Veliko dogodkov se v regiji dogaja v slovenskem jeziku, madžarskem jeziku, mogoče kakšni kulturni, pedagoški oziroma izobraževalni dogodki dvojezični, sami madžarski dogodek je mogoče kakšna kulturna predstava ali pa predstavitev madžarske knjige, ostalo je pa vse v slovenščini, kar mi v bistvu poslušamo, oziroma gremo na dogodek in ga napišemo v madžarščini, ne. Zato imamo pa tudi težave s kadrom, ker ni lahko dobiti 100% dvojezičen pisni kader, oziroma tisti, ki tudi želi delati v taki sferi, pa tudi obvlada, seveda ga moraš potem izobraziti, ne, to je na velik naš ne manjko, ampak velik problem današnjega časa, pridobiti pravi kader, ki ve delati v novinarstvu, v manjšinskem novinarstvu. Začetek mogoče toliko, ampak kako vprašanje, ker tega je toliko, recimo, za nas znanega, za ostale pa neznanega, ne, tako da na vprašanje odgovorim. Zdaj si dobro eno zadevo omenila, jaz sem pred pripravo današnje razprave govoril tudi z nekdanjo direktorico podjetja za informiranje Irmo Benko, ki pozna te zadeve dobro za nazaj, in ona me je na eno zanimivost opozorila, to, kar si jo ti že omenila, ne samo Vestnik pa Nepojšak, tudi Murski val, pa predhodnik tega, kar je danes madžarski radio v okviru RTV-ja, je bila ena hiša Zavoda za časopisno in radijsko dejavnost v Murski Soboti. Mi je pa tudi še eno zanimivost rekla, med vojno za Slovenijo je takrat v izrednih razmerah išla posebna dvojna številka, dvojezična Vestnika in Nepojšaka skupaj. Jaz sem si to tako malo po manjšani obliki natisnil, tako je to bilo, natisnili so jo pa v pomurskem tisku. Takrat se je sicer Vestnik tiskal v Mariboru, v tistih razmerah so pa pač delavci priskočili na pomoč in so to naredili. Dobro. Ta številka je ena rariteta, res ena posebnost, ker je takrat edinkrat išel Nepojšak in Vestnik z skupnim logojem in skupaj, tam. Zdaj, gospa Lovrič, zdaj verjetno veliko ljudi tu, ko spremlja, mogoče v drugih delih Slovenije nek prispevek vašega programa, morda pri kom prevlada neko zmotno prepričanje, da gre za da novinar že a priori zastopa neko, ne vem, manjšinsko, madžarsko stališče, pozablja pa se velikokrat, da pa gre v bistvu za domače ljudi, slovenske državljane, ki pripravljajo program ne samo za madžarsko skupnost, temveč za celotno Slovenijo. Ja, dejansko res je tako. Mene najbolj moti, ko kolegi iz Ljubljane imajo to zmotno prepričanje, da gre za uredništvo, ki ima morda sedež celo na Madžarskem, včasih se pojavijo različne vsebine, naprimer ob tej zadnjem prispevku, ki smo ga imeli ob veliki noči v Mostovih, so kolegi iz verskega uredništva kar veselo objavili, pa poglejmo, kaj dogaja pri sosedih. Torej, nismo pri sosedih, smo doma in smo doma v Lendavi. Marsikdo pravzaprav
res ne ve, da v Lendavi obstaja eno veliko radijsko in televizijsko uredništvo, res gre za specifiko. Vsak dan smo prepleteni z domačimi ljudmi, prepleteni z tematikami, ki dejansko v veliki meri zadevajo prav to populacijo, ki tu živi, tako slovensko kot madžarsko, in brez njih dejansko oddaje v madžarskem jeziku, predvsem televizijske, sploh ne bi mogle obstajati. Dejstvo je, da delo na narodnostno mešanem območju ni enostavno, vendar uvodoma ste v vabilu zapisali, da zaradi prepletenosti pač ljudi v tem neposrednem okolju, o katerem poročajo, da smo lahko marsikdaj podvrženi, ne vem, precejšnjim pritiskom, mogoče tudi samocenzuri. Torej, mi se o teh zadevah na redakciji vsakodnevno zelo veliko pogovarjamo in glede tega pri nas nismo zaznali, ne vem, kakšnih težav, torej ne moremo govoriti o kakršnihkoli pritiskih. Sama osebno lahko povem, da recimo pritiskov ne strani lokalne politike ali ne vem, narodnostne politike nikoli nisem bila deležna. Res pa je, da obstaja veliko kritike, ampak kritiko je pač treba vzeti z rezervo, treba jo je vzeti konstruktivno. Po drugi strani pa je treba sprejeti tudi to, da je pač pri novinarstvu že tako, da če komu morda poročanje o čem ni všeč ali morda način poročanja o nečem, da je morda ravno to zadelo bistvo problema. Ta prepletenost dejansko v lokalnem okolju, o kateri govoriš, pa se pravzaprav pri nas marsikdaj izkaže prav kot prednost. Namreč ljudje ravno zaradi tega, ker nas poznajo, so sploh pripravljeni stopiti pred kamero, sodelovati v kateri izmed oddaj, ki jih pripravljamo. Ne smemo pozabiti pravzaprav, kaj je poslanstvo narodnostnih medijev. Torej, velikokrat je na različnih forumih že bilo govora o tem, ampak kot je Jutka prej dejala, mogoče je treba to ponoviti, tudi ravno zaradi tega, ker v lokalnem okolju mogoče vedo, kdo smo, nisem pa prepričana, da to vedo tudi kolegi v drugih regijah, in morda je treba res poudariti, da je namen televizijskih programov v madžarskem jeziku v prvi vrsti obveščanje pripadnikov v Sloveniji živeče madžarske narodne skupnosti v njihovem maternem jeziku, ohranjanje madžarskih vrednot, običajev, pa kljub temu mostovi niso le plesanje in ličkanje koruze, kot je nekdo enkrat dejal. Torej, te vrednote, te običaje poskušamo približati po drugi strani tudi večinskemu narodu, torej, da se dejansko Slovenci in pa tukaj živeči Madžari nekako tudi spoznavajo. Torej, mi dejansko poskušamo poročati o vseh segmentih življenja madžarske narodnosti, tako o tistih dobrih kot o tistih slabih. Ravno zaradi tega morajo biti dejansko televizijski programi namenjeni čim širši publiki. Pomislimo na to, da so nekoč obstajali samo mostovi, danes pa v uredništvu pripravljamo že 8 različnih tipov oddaj, od oddaje za mladostnike, za otroke, imamo studijski pogovor, imamo dolgostezne polurne oddaje in vse te oddaje se dejansko predvajajo na prvem programu Televizije Slovenija premierno, so pa seveda predvajane tudi na mariborskem regionalnem kanalu in pa na 3. programu Televizije Slovenija. Arhiv oddaj pa najdemo tudi na spletu in veseli me, da lahko povem, da od letošnjega leta ne le arhiv oddaj, ampak dejansko tudi arhiv vseh naših prispevkov posebej, kar je zelo pomembno zaradi tega, ker na ta način lažje dosežemo mlajše generacije, lažje promoviramo naše oddaje tudi na družbenih omrežjih. Če povem nekaj besed o kadrih, vse skupaj nas pripravlja te oddaje 22 redno zaposlenih sodelavcev, razen 2 lektorjev slovenskega jezika honorarnih sodelavcev nimamo. Ko je RTV pristopila k reševanju problema prekarnih sodelavcev, se je ta problem avtomatsko rešil tudi v Lendavi.
Naša ekipa torej z menoj vred šteje 22 ljudi in kot je Jutka dejala, tudi sama sem tista, ki marsikdaj gre na teren ali v studio pripraviti kakšno oddajo. Sicer pa 9 novinarjev, 3 snemalci, montažerji, oblikovalci zvoka, lektor za madžarski jezik in organizacija. Specifika v našem organigramu je, da sem recimo jaz nadrejena tudi tehničnemu delu ekipe, to pa predvsem zato, ker nas je malo. Sicer res, da spadamo pod regionalni center Maribor, podobno kot italijanski programi spadajo pod regionalni center Koper, vendar imajo oni skupni sedež, zato je tudi skupno produkcijo, mi pa smo pač oddaljeni od Maribora, imamo lastno produkcijo, zato sem torej jaz nadrejena vsem v TV studiu Lendava. Kar je morda največja specifika televizijskih oddaj v madžarskem jeziku, je to, da je vse prevedeno in podnaslovljeno. Torej vse, kar se sliši v oddaji v madžarskem jeziku, je podnaslovljeno v slovenski jezik, kar v slovenskem jeziku podnaslovljeno prevedeno v madžarski jezik. Če pa imamo recimo v mladinski oddaji izjavo v angleščini, je prevedena v slovenski in madžarski jezik, sinhronizirana v madžarski jezik, podnaslovljena pa v slovenski jezik. Gre za dejansko zelo pomemben segment televizijskih oddaj v madžarskem jeziku. Vedno rečem, da je to ena naših največjih dodanih vrednosti, saj na ta način naše oddaje lahko razumejo tudi pripadniki večinskega naroda. Je pa vsekakor treba poudariti, in to si morda kolegi v Ljubljani ali tudi tukaj v Prekmurju težko zamislijo, da vsak novinar vso avtorsko delo, ki ga pripravi, prevede sam. Torej dejansko zahteva tako slovenski kot madžarski jezik. Na letni ravni je teh prevodov kar nekaj. Pred leti, ko smo imeli 40. obletnico, sem izračunala, da vsak izmed naših novinarjev na letni ravni prevede 210 strani teksta, torej kar celo knjigo, kar dejansko vsi moramo priznati, da ni malo. In prav to je specifika našega dela tudi v vseh ostalih segmentih, da imamo le osnovne televizijske poklice. Torej nimamo producenta, nimamo režiserja, realizatorja, ne nazadnje tudi lučkarja, kontrolorja, kamere ne. Smo sicer televizija v malem, vsa ta dela morajo biti opravljena in vsa ta dela si razdelimo med sabo, kot sem dejala, novinarji so tudi prevajalci, snemalci in novinarji so režiserji pri dolgosteznih oddajah, vsi, ne vem, montažerji se prelevijo v lučkarje, v kontrolorje kamere, realizatorje in še bi lahko naštevala. In naj dodam, da morda tudi tega ne veste, da kljub zmotnemu prepričanju vsa ta dela pri nas niso posebej ovrednotena, torej naši sodelavci za vsa ta dela nimajo anekse za večjo pravilnost. Ja, hvala za to, za ta izčrpen uvod. Zdaj tisto glede teh pritiskov bomo še malo se vrnili tam v drugem krogu vprašanj na to. Zdaj, gospod Vegi, kak je pa z iskanjem primernih sogovorcev, recimo, ne? Tudi za vas je jezik pomemben, a je dovolj, recimo kot radio pokrivate verjetno vrsto različnih področij, je vedno možno najti sogovorca, ki je veš madžarskega jezika do te mere, da ga lahko pol v studiu ali pa na posnetek dobiš brez prevajanja? Če sem čisto kratek, ne. In vedno manj je takih ljudi, na žalost. Takih strokovnjakov, ki so na določenih področjih kompetentni za dajanje izjav. In ravno zaradi tega niti ne moremo biti tako ažurni, kot bi radi bili, ne. Kajti, če je neka novinarska konferenca, kolega iz Murske Sobote ali iz Ljubljane gre, posname, zmontira in čez pol ure je lahko v etru. Pri nas delo poteka potem tako, da novinar pride nazaj, se usede, tisto, kaj potrebuje oziroma kaj hoče dati v oddajo, prevede, gre v studio, to sinhronizira in šele takrat lahko gre v oddajo. Torej tam izgubimo najmanj uro, uro pa pol, včasih tudi 2 uri, ne. To so prispevki. Glede, bom rekel, pogovornih oddaj, na zdravje. Glede pogovornih oddaj pa je zadeva mogoče še hujša, tam pa delamo s prevajalci. Simultano prevajamo in seveda sogovornik oziroma prevod nikoli ne vrne tisto, kaj sogovornik pove.
in to smo v bistvu v zelo podrejenem položaju na tem področju. Ampak žal moramo delati tako, kot lahko in znamo. In žal vedno manj je tudi pravih prevajalcev, ki bi znali simultano na zadovoljivi ravni prevajati, ne. Sicer delamo zaenkrat s 3 prevajalci, ampak nikoli se ne ve, kdaj se lahko zgodi nek karkoli, tako da moramo se vedno prilagajati tudi njim, ne. Včasih se zgodi, da vsi 3 prevajalci so zasedeni v določenem terminu, in potem ali ne moremo oddajo narediti v živo, ali moramo v nekih čudnih terminih, torej v bistvu moramo se prilagajati in prevajalcem in sogovornikom, ne. Tako da to je en, bom rekel, hendikep naš na tem področju. Zdaj, kak je pa z novinarji? So oni vešči? Zdaj, čist, če povem odkrito, kaj se govori včasih, da pa so pri vas v hiši novinarji nekateri z Madžarske, ki pa slovensko ne obvladajo. Tudi imate take primere mogoče ali? Ne, v bistvu prvi pogoj je, da nekdo obvlada madžarščino in ima lep govor, da madžarščino pravilno uporablja, toliko pa že vsi znajo madžarsko oziroma slovensko, da osnovne stvari pa lahko povejo. Vsi novinarji govorijo seveda oba jezika, tu ni nobene izjeme, tako da brez tega v bistvu delo ne bi moglo niti potekati tako, kot poteka, ne. Mirjana, izvolite. Ja, mogoče bi v zvezi s tem jaz rada dodala, res je, da se marsikdaj marsikaj govori, ampak treba je povedati eno stvar, da tudi, če so pri nas primeri, gre pač za eno sodelavko, ki je dejansko prišla z Madžarske, ampak se je poročila v Prekmurju rodila 3 otroke in je zdaj že prekmurska Madžarka, in vsi ti, ki so dejansko se priselili od nekod, tudi nekoč v zgodovinskem času iz Vojvodine, so se čez čas naučili slovenskega jezika in vsi ti naši sodelavci tudi so obiskovali in obiskujejo tečaj slovenščine. Zdaj, tu gospod Vegi, še sem mislil vprašati, imate pa mogoče kaj poslušalcev na drugi strani meje? No, to, kar je Mirjana recimo rekla za televizijo, ne, da v bistvu pripravljajo program tudi za večinski narod v Sloveniji, za nas pa je, da smo na nek način okno proti matičnemu narodu, ne, oziroma matični državi. Veliko poslušalcev imamo tudi v sosednjih županijah, županiji Zala in Vaš, in tudi mogoče širše na Madžarskem. Saj oddajamo v bistvu zdaj na 3 frekvencah, od decembra lani tudi na digitalni frekvenci, na vzhodni frekvenci, tako da mislim, da to nič ni narobe. Meje so padle leta 90 in zdaj vedno rečem, da morajo pasti še v glavah ljudi, ne. Mislim, da če nekdo posluša spletni radio, ki ga pripravljajo v Južni Ameriki in to posluša recimo v Prekmurju ali pa v Ljubljani, s tem nič ni narobe. To pomeni, da nekaj dobro delaš. Ne, da bi bilo narobe. Samo me zanima, če sežete mogoče na drugi. Ne, samo to hočem reči, ampak so nekateri, ki to ne odobravajo, ne. Govorijo, da pač to je financirano iz državnega proračuna Slovenije oziroma to plačujejo slovenski državljani in zakaj mi pripravljamo tudi program za v bistvu Madžare na Madžarskem. Ne drži, mi v prvi vrsti delamo program za pripadnike madžarske narodnosti v Sloveniji in tisti, ki mislijo, da delamo dober program in pač najdejo tisto, kaj jim odgovarja, pač so vsi dobrodošli, ne. Silva, zdaj, če še kdaj povabim besedi, zdaj na drugi strani meje v Porabju je verjetno pa ta zadeva še bolj posebna, ne. Sploh zaradi pač majhnosti tamkajšnje manjšine porabskih Slovencev. Zdaj, v preteklosti je manjšinske organizacije s pomočjo slovenske države so delali na tem, mlade pošiljale na jezikovne tečaje, na študij v Ljubljano in tako naprej. Kak je zdaj? Je kdo od te mlajše generacije, ki bo tam
skrbel naprej še za obveščanje ljudi v maternem jeziku in skrbel na ta način, da slovenska beseda ne bi čisto zamrla v porabi. Ja, to bi potem lahko res ure govorili. Ja, dejstvo je, vsi se pač zavedamo, da pač porabijo, kar se jezika tiče, se stvari v bistvu samo slabšajo, ne, v bistvu. Nažalost, vemo, tu je malce krivo, če tako rečem, tudi to, da je kar velika razlika med knjižnim jezikom slovenskim in porabskim narečjem. Delno je tudi tu krivda, no. Vemo, da se mladi pač v šolah učijo knjižni jezik, da ta starejša generacija, ki zdaj počasi odhaja, se to potem, če navežem na medije, ne, tudi v tej medijski podobi pozna. Časopis Porabja, ne, leta 1991 na Valentinovo je šla prva številka, je potem že nekako ves čas poskušal to kombinirati, pa še dan danes po 30 letih poskuša, se pravi, so teksti tako v knjižnem jeziku kot v porabskem narečju, ne. Kar se tiče recimo Radia Monošter, Radio Monošter je zaživel leta 2000, prvi direktor in urednik Francek Mukič je nekako si umislil ali je menil, da je najbolj pametno, da poskušajo pač zadržati tiste ljudi, ki še govorijo slovensko, se pravi starejše predvsem, in tako je radio v glavnem, pa še danes je v glavnem tako, da so pač teksti, reportaže, intervjuji pripravljeni v porabskem narečju. Tam sodelujem, ne, to pomeni, da je tudi v prekmurskem narečju, ker tako dobro porabskega ne govorim, so seveda razlike. Tako da poskušajo to, čeprav zdajle od lani je novi direktor Attila Bartaković, ideje so, zavedanje je, da pač mlade generacije ne bo s tem pridobil, tudi z drugačno podobo, tudi s kakšnim svežim pristopom, s kakšnimi živimi oddajami, ker zdaj so v glavnem oddaje posnete, da pač bo potrebno tudi tu začeti z slovenskim knjižnim jezikom, ampak zdajle, nažalost, ta epidemija je vse skupaj te napovedane spremembe malce tudi zaustavila, ne. Kar se samih kadrov tiče, pa seveda si obe krovni organizaciji, Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava prizadevata, zdaj sploh v zadnjem obdobju, obe organizaciji imata tudi nova predsednika in bodo še, oziroma so si že zadali, da bodo več poskušali narediti, da pridobijo kadre, ne samo te novinarske kadre, ki jih potrebujejo, ker zdajle ta generacija počasi bo odšla pokoj in potrebno bo poskrbeti za mlade in zato so si tudi nekako zadali, da bi recimo nek novinarski krožek uvedli, da bi poskušali mlade pridobiti, jih tudi poslati na šolanje v Slovenijo, prav ciljno, se pravi pridobiti tako novinarski kader, kot tudi pač tudi druge. Vemo, da tudi rabijo strokovnjake z področja kulture, turizma in tako dalje. Tako da bomo videli, ne, kako bo. Vemo, da zdaj že nekaj časa obstaja dvojezično šolstvo, da ni ravno prineslo tistega, kar bi si želeli do zdaj, ampak to pravim, tu so stvari zelo pač ta povezava. In sama sem recimo že doživela, ne, v praksi, kako je to težko. Recimo, ko sem delala intervju z recimo starejšo gospo, ki je seveda govorila v narečju, njeni vnuk, ki pa pač niti ni bil pač sposoben, se je naučil knjižni jezik, ne. Ampak ona dva se nista mogla pogovarjati pač v slovenskem jeziku, ker se nista razumela, tako da sta se v madžarskem, ne. To vse to na nek način pokaže. No, pa preden končam ta svoj prvi del, bi rada vseeno povedala, ker pač nekako predstavljamo po svoje tudi te manjšinske narodnostne medije, da povemo, da tudi porabski Slovenci imajo vendarle tudi televizijsko oddajo od leta 1992 v okviru javne pač madžarske televizije. To so Slovenski utrinki, urednica je Ivoja Dončec, 25 minut dolga oddaja. In vsak drug teden na Duna televiziji oziroma Duna World pa
kot vemo, pa če poslušalci oziroma gledalci, tisti, ki gledajo, vedo, da to pač tudi Slovenska nacionalna televizija potem te oddaje tudi pač zamikom potem tudi predvaja. Zdaj, kot je že Mirjana naredila na nek način uvod v ta drugi del, je bilo, se pravi, v tem primeru novinarstva na narodnostno mešanem območju, na primeru Pomurja, Prekmurja, je tudi, gre za neko periferno območje, ne? In ravno zaradi tega je poznanstvo med ljudje se poznajo, skupaj delajo, hodijo otroci v šolo in tako naprej. In zdaj mogoče tu je ta verjetnost te samocenzure toliko večja, ker obstaja to neko nelagodje poročati, ne, o nekih problemih, ki bi lahko kakorkoli vplivali na to poznanstvo in tako naprej. Zdaj, Jutka, midva sva že govorila, ti pritiski niso nujno neposredni, neki direktni, neki groženj, pa to lahko prihaja tudi nekih drugih oblik, ne, recimo, da ti nekdo ne da informacije oziroma odgovora, ki bi ti ga sicer moral, ne, ali kaj podobnega. Ja, midva se, ko smo se pripravljali, smo pogovarjali za to okroglo mizo, sem rekla, niti največji pritisk, mogoče to, da nekdo pritiska nate, ampak da te v bistvu izključi iz kroga informacij, ne. To se mi zdi, da se nam zadnje čase zna kar pogosto zgoditi, ne, da gre nekaj mimo, ne da mimo nas, da mi ne dobimo informacije ali vabila ali nekaj takega, ampak so dogodki, ki se enostavno nekje zgodijo, od katerih smo bili prej recimo obveščeni normalno, zdaj pa to zvemo na nekem spletnem portalu ali pa na nekem privat Facebooku ali pa ne vem kaj. Se pravi, vloga medijev se spreminja, ne, v času in prostoru in vse povsod in to tudi mi čutimo. In nismo mi zdaj samo že edini medij, kot časopisa, televizija, radio, ampak ljudje lahko oglašujejo oziroma dajo svoje informacije svetu navzven po raznih drugih kanalih, ne. In tu čutim to neki premik v tem prostoru, da se z informacijami niso tisti mogoče mediji prvi ali pa ki izvejo informacijo ali pa tudi ne prvi ali pa ki bi recimo mogli izvedeti informacijo, ampak se po nekih drugih kanalih ta informacija pride v javnost in potem mi lahko samo že to komentiramo oziroma malo ozadje razsvetlimo, kar je tudi naša vloga. Jaz se s tem strinjam, da mi nismo tisti, vsaj v našem primeru kot tedenski časopis, da smo novičarji. Mi bi mogli bolj razsvetliti dogodke, komentirati, ozadje razsvetliti, probamo se to tudi narediti, ampak v tem majhnem prostoru in s temi vsemi temami, ki jih mi obdelujemo od ne vem, najmanjših novic na športu, potem pa do državniških obiskov, ne, ker to vse pokrivamo mi vsi tri ali vsi štirje, da je to mogoče potem težko, tudi raziskovalnega novinarskega kadra nimamo, ne, s tem smo si tudi na jasnem, da mi to ne moremo si za eno temo privoščiti 2-3 tedne nekega raziskovanja, ker ljudje delajo pravzaprav dnevne teme, no, ne, zdaj recimo v COVID situaciji to mogoče manj, ni toliko terenov, ampak drugače je kar precej terenov, ne, ker mogoče tudi ljudje od nas to pričakujejo, da smo v vsaki vasi na vsakem majhnem dogodku, ne vem, pletejo adventne venčke in pričakujejo, da časopis tam in 2 sliko, tam in malo nekaj poroča pač o tem dogodku, ker ljudje si drugače v medijih ne vidijo kot v lokalnih medijih, ne, se mogoče to ni samo stvar Nepošaga, tudi Vestnik mogoče tako mora te majhne dogodke pokriti, ne. In potem zdaj ta konglomerat naših dogodkov in vsega nam ne omogoča nekega raziskovalnega dela, izključitev iz informacij tega, to čutim jaz mogoče zadnje čase, ne, mogoče mi lahko kolegi tudi pritrdijo, da pač, ne vem, nekoč je prišla informacija, danes pa ne pride, ali pa pride iz drugega vira, iz drugega kanala, mogoče tudi to neka, ne cenzura, ampak neki pritisk na tvoje delo, ne. Ja, gospod Begi je že želel. Ja, to, ko bi mogoče dodal, da s pojavom teh družbenih omrežij veliko ljudi misli, oziroma veliko ljudi misli, da je dobil moč s tem, da lahko kadarkoli karkoli objavi, ne. V bistvu v ozadju pa pozabljajo, da recimo neko društvo, ki ima 15 sledilcev oziroma 15 znancev, da rečejo, ok, zakaj nam niste poslali karkoli vabilo, zakaj nismo vedeli. Ja, pa mi smo objavili na Facebooku, ampak točno vemo, kako Facebook deluje, ne. Mogoče nekaj objaviš, to doseže recimo 10 ljudi. Mi pa v bistvu, če vzamemo vse 3 narodnostne medije, dosežemo, na pamet govorim, 120-130 tisoč ljudi skupaj, ne. Tako da mislim, da so nekateri, še posebej mladi, ne,
pozabljajo na moč še vedno elektronskih in tiskanih medijev. In v bistvu vse stavijo na ta družbena omrežja, ker so prepričani, da s tem bodo dosegli največ ljudi. Ampak jaz menim, da v bližnji prihodnosti se bo to na nek način spremenilo, ustavilo, ker bodo, vsaj upam, ugotovili, da brez, bom rekel, rednih medijev ne dosežejo toliko ljudi, koliko bi lahko z nami. Mislim, da je ta stvar družabna omrežja in tradicionalni mediji, kamor štejem tudi časopis, radio in televizijo kot tradicionalni medij, da je to stvar ene širše, ne samo manjšinske ali narodnostno-medijske debate, ampak ene širše, kako uravnovesiti to tradicionalne mediji in družabna omrežja, ki postajajo tudi mediji, na nek način so mediji, ne? In kje je zdaj tu naša vloga skupna in ne vem, pač ena stvar, ene strategije, ene debate bi mogla to biti, kako to uravnovesiti in kaj je pomembno in kaj ne, in kaj je tista informacija, ki je verodostojna informacija, recimo, da se v tradicionalnih medijih pojavljajo verodostojne informacije, ne pa neke neverodostojne, neka vzgoja za medije bi mogla biti že v šolah, kaj je verodostojno in kaj ne, to se v našem lokalnem okolju tudi vidiš, recimo, ne vem, vsak lahko vse objavi, in kaj je tisto, kar drži in kaj je verodostojno in kaj ni. Mi se recimo tega, ne da se ne privoščimo, sploh ne pomislimo na to, da ne bi preverili informacijo, preden jo objavimo ali zapišemo, kar recimo ne velja za družabna omrežja, pa družbena omrežja. Ja, izvoli. V tem kontekstu smo morda mi celo v najslabšem položaju, ne nazadnje le gre za televizijo, kjer vse, kar objaviš, tudi mora imeti sliko, izjave potrebuješ. In dejansko, ko res, pa ne samo strani narodnostne politike, ampak tudi širše v okolju, se vse več informacij objavlja, recimo kot sta dejala, na Facebooku ali na kakem drugem družbenem omrežju, je naše delo res izredno oteženo. In mislim, da je tukaj predvsem COVID bil tisti, ki pa je nekako služil oziroma še vedno služi kot izgovor. Torej, ja, prepoved združevanja, ja, zaradi tega nismo, zaradi onega nismo. Torej, bojim se, kaj bo po tistem, ko bo dejansko epidemije konec, se bojim, da bodo dejansko nadaljevali z to slabo prakso. Kar se pa sicer pritiskov tiče, to, kar si rekel, da mogoče samo cenzura ali pa ne objavljanje informacij, mi se morda ne soočamo s pritiski, ampak s problemom, da tisto, kar naredimo, je objavljeno na prvem programu Televizije Slovenija. In hočemo, nočemo, to danes še vedno ima težo. In to je tisti segment ali moment, ko morda ljudje tudi zaradi tega pri nas ne želijo stopiti pred kamero. Velikokrat pa je to ravno tisti segment, da se lahko ukvarjamo z mnogimi tematiki, povabimo, ne vem, odpotujemo v Ljubljano, povabimo pred mikrofon tudi, ne vem, ministre, najvišje državne organe in so pripravljeni dati intervju ravno zaradi tega, ker se vse pojavi na prvem programu Televizije Slovenije. Torej, vedno je tu neka dvojnost dejansko, kaj nam otežuje ali pa kaj nam olajšuje delo. Kaj pa ti primeri, ko se večkrat sploh v teh lokalnih okoljih dogaja, ko si ljudje še vedno ne razlagajo prav vloge novinarstva in medijev, recimo pri kakih dogodkih pričakujejo, da bo novinar pripravil zapisnik iz dogodka oziroma z neke seje in dobesedno poroča o vsem, kar se tam pove in napiše, pa je takrat mogoče kako razočaranje prisotno, jeza med bralci, poslušalci. Imate take izkušnje mogoče? Jaz mislim, pardon, povej, Mirjana. Ja, mogoče je tega pri nas še najmanj, ker mi dejansko objavljamo televizijske prispevke, kjer res naredimo kratek povzetek najpomembnejših tem, ki so se zgodile na kakšni seji, ali pa nam ta ista seja niti ni osnova za prispevek o seji, ampak za nadaljevanje, da naredimo pač prispevke o različnih tematikah, ki so bile tema na kaki seji. Verjetno pa imata s tem Jože pa Jutka kar precejšnje težave.
Ja, še marsikdo še vedno, recimo, mogoče res tako razume, da si prisoten na enem sestanku od začetka do konca in zapišeš vse, kar se je tam zgodilo kot zapisnik, ne. Tega že dolgo ne delamo. To se je mogoče delalo, če prelistamo naše časopise nazaj, tam 60., 70. leta, še mogoče 80. tudi, ko so bili dolgi zapisi iz raznih sestankov, ne. Mislim, da je obdobje tega minilo, ne. In da pač iz nekega sestanka ali neko temo izvzamemo ali pa nekaj, ne vem, pač poročamo tako, kot kaj se nam zdi, kar je pomembno za naše bralce, kaj je pomembno, da bralci vejo in jim to v bistvu tolmačimo ne na tisti uradniškem jeziku, ampak kot članek, ne. So pa seveda odzivi, da tega pač ni bilo, ker smo to tudi povedali. Mi pač imamo potem tak odgovor, da smo mi to ocenili pač, ne, da je za nas to pomembno, ampak mislim, da je tega v zadnjem času mogoče celo manj, tega zapisniškega odziva, bom rekla tako. No, isto lahko potrdim tudi z radio. V bistvu vsakemu poslušalcu ne moreš ugoditi, ne. In niti vsakemu županu ne moreš ugoditi, niti nismo zato tukaj, da bi jim ugajali, ne. V bistvu pač svoje delo opravimo tako, kot je potrebno, novinar je pač na nekem dogodku in tisto, za kar smatra, da je pomembno za poslušalce, pač to izpostavi v svojem poročilu. Seveda tu pa tam se zgodi, da vedno se najde nekdo, ki, bom rekel tako po domače, se ušpiči ali v en stavek ali pa mogoče v samo en izraz, v eno besedo, ampak pač mi to, oziroma vsaj jaz, pa tudi kolegi zdaj poskušamo to jemati kot niti neko to opozorilo, ampak če je to na mestu, potem je okej, ne. Potem je v redu, ampak do zdaj ni bilo takega primera v zadnjem času, da bi mogoče morali objaviti kaki popravek, da smo nekaj narobe povedali. Seveda, vsi smo ljudje, mogoče kako številko preslišiš ali pa mogoče narediš kako napakico, ampak potem vedno rečem, daj raje potem izpusti ali pa preveri še enkrat, ne. Tako da glede tega pa pritiskov v bistvu v zadnjem času takih ni bilo, no. Zdaj, Silva, o svobodi medijev na Madžarskem je zadnje čase veliko govora, ne samo pri nas, po celi Evropi. Zdaj, načeloma manjšinci, porabski Slovenci so, kot pravijo, zadovoljni z financiranjem oziroma s pozornostjo, ki jim jo namenja aktualna vlada. Kako pa je z delom njihovih medijev? Ali novinarji, manjšinski mediji čutijo kakokoli, ne vem, pritisk, kontrolo, karkoli? Ja, zdaj, jaz v bistvu z te strani, čeprav seveda sem dosti tam dobro zdaj v zadnjem času tudi nadaljavo bolj, tudi sami včasih opažajo, da določena samocenzura obstaja, ker vemo, kako pač vse skupaj deluje na Madžarskem, so pa vendarle, se mi zdi, precej mediji, kot smo necentralizirani zdaj, kontrolirani na nek način, no, če tako rečem, ampak zdi se mi, da pri manjšinskih medijih vendarle delajo v normalnih razmerah, če tako rečem, pač, ker seveda tudi je specifika zaradi jezika, obstaja pa najbrž, pač da v določenih temah ne. Je pa res, da če tako govorimo, glavna naloga pač narodnostnih medijev je, da poročajo o dogajanju na narodnostnem območju, da poskušajo pač, tako kot ste že kolegi prej rekli, za svoje pač območje, da poskušajo pač gojiti to narodnostno identiteto, spodbujati jezik in na tem delati, ne. Seveda pa tudi poročati o dogajanju, vemo pa, da je Porabje zelo majhno območje, čeprav seveda ti narodnostni mediji tudi poročajo o dogajanju, živijo Slovenci, tudi o dogajanju na nek način v parlamentu, se vemo, da imajo Slovenci zdaj že tudi kar nekaj časa svojo zagovornico v parlamentu, v njenem delovanju poročajo, tako da ni tako zelo opazno recimo to, da bi pač bili na nek način omejevani, ne, mislim, oziroma da pač ne bi mogli povedati tistega, kar želijo, je pa res, da se pač seveda narodnostni mediji res posvečajo tem lokalnim temam v največji meri, sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko in različnim obiskom in seveda dogajanju na vseh področjih, ki so pomembna za narodnost.
Zdaj bi na tej točki mogoče že malo k besedi povabil tiste, ki spremljajo debato. Zdaj z nami je tudi predsednica Društva novinarjev Slovenije, Petra Lesjak Tušek, pa bi Petra tebe vprašal, je tu zdaj bilo pri regionalnih medijih kar nekaj teh primerov nekih negativnih izkušenj, recimo kolegi iz Primorskih novic so se pred kratkim imeli kar zanimivo zadevo. Verjetno je bilo pa tega še več. Ja, zdravo. Najprej bi v bistvu izrazila zadovoljstvo in veselje, da smo se zbrali v tej debati, čeprav bi tudi jaz bila bolj za fizično obliko druženja in upam, da se bomo kdaj lahko povezali tudi na tak način, v taki obliki. Poti v regije so ponavadi dolge, sploh iz Ljubljane, to, kar ste tudi v bistvu načeli, vprašanje centralizma in regionalizma, ki ga jaz tudi zelo dobro čutim že od nekdaj. Pa vendarle se mi zdi, da nekaj tudi že premikamo. To, kar Timotej skozi debato v bistvu izpostavljate, so seveda deloma ti pritiski, ki ponekod in na katere v društvu ves čas pač opozarjamo, pa se je intenziviralo sploh v zadnjem obdobju, pač mejijo tudi že na žalitve, grožnje, kakršne so bile tudi v primeru, ki ga omenjaš, Primorskih novic kot regionalnega medija in tega diskurza, ki mu ne moremo reči na ta način, niti ga ne moremo tako opredeliti, ki ga pač je v primeru novinarke uporabil župan Ilirske Bistrice. To so mogoče taki bolj ekscesni primeri, čeprav ekscesni samo v smislu lokalnega okolja, o katerem mogoče danes bolj specifično govorimo, na nacionalni ravni so pa že bolj popularni. Pa ker se mi zdi, da me je ta debata tudi lepo odnesla na par enih drugih dimenzij, ki jih zdaj mi dnevno ponavljamo, kako se stopnjujejo napadi, kako je ogrožena svoboda medijev, bi mogoče vseeno par vidikov, ki ste jih izpostavili, tule načela dodala, ker se mi zdijo zelo pomembni, o čemer sta tudi Mirjana pa Jutka v veliki meri govorile, namreč o tem, kako na teh območjih v bistvu se spreminja način delovanja, ne samo v obliki neke cenzure ali pa pritiskov, o katerih torej razpravljamo, ampak tudi z vidika pač teh virov, ki se do neke mere zapirajo ali pa spreminjajo in teh kanalov. Prav lahko dobro razumem to, kako se ljudem zdi pomembno, recimo, če so v nekem regionalnem pogledu izpostavljeni, pol pa pridejo še na nacionalno raven. To se mi zdi, da je v bistvu bilo od nekdaj pomembno, da je bila možna tudi ta zastopanost. Po drugi strani pa na regionalni ravni je zelo pomembno v bistvu, da si prisoten na takih mikrodogodkih, ki ste jih prej tudi omenjali, kjer ljudje to cenijo in pričakujejo, da prideš, pa tudi sam se mi zdi, da se kot novinar neke take redakcije čutiš zavezanega, da tja greš, da ohranjaš nek stik z ljudmi in mogoče je to na nek način, včasih govorimo o tem, da je pač neka večja vpetost lokalnega terena, pritisk za novinarja. Po drugi strani se mi pa zdi, da je tudi neka taka osebna, ne samo profesionalna, lahko rečemo celo moralna zaveza, ko greš med te ljudi in se mi zdi to pomembno, da se na tak način neguje v teh programih, ker tega res, kot ste razpravljali, tudi vsi štirje v bistvu ne nadomestijo družbena omrežja, kjer lahko pač vsak v vsakem trenutku izrazi neko stališče in ima omejen doseg. V vsakem primeru imamo vsi omejen doseg, ampak vseeno se mi zdi, da je pomembna ta vloga tradicionalnih medijev v tem pogledu. Teda v bistvu to mi je dalo malo misliti, kako smo v bistvu na teh območjih, zlasti pa na vašem, ki je še toliko bolj specifično glede na položaj in dvojezičnost in nujnost, da obvladaš jezika. Se mi zdi v bistvu, da je tudi toliko pomembno pač, da se ti kot novinar vseeno čutiš del tega okolja, v tem smislu neke pripadnosti, ki te ne nujno obremenjuje, ampak te tudi tako pravzaprav lepo umešča in povezuje v te okolje, da ti ne bi zmogel biti kritičen, ampak da imaš včasih pač res en tak specifičen odnos do stvari in se to pol tudi pri samem delu odraža. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se ti mediji pač ohranjajo na ta način, čeprav res pogled iz Ljubljane bo pač vedno pogled iz Ljubljane in se mi zdi, da v bistvu nekaj, kar človek ne izkusi, mu ne moreš teoretsko pač pol dopovedovati in da se mogoče s tem niti ni treba več toliko ukvarjati, ker nikoli ne bo drugače. Tako da recimo se mi te stvari zdijo take. Drugače smo si pa že za Anastazijo vmes pisali, da je lepo, da ste si prinesli izvode časopisov, to se mi zdi res
veste, odnos do tega tudi, kar ste prikazali, te naslovke, v bistvu je to ena taka, da v bistvu pač si ponosna te svoje izdelke klasične tiskane, hkrati pa ste v bistvu, glede na to, da razpravljamo o multiopravilnosti in o tem, kaj vse mora danes novinar znati, je to že tudi kar ena taka dobra marketinška poteza, kar je tudi pohvalno. Glede na to je tudi pomembno, ker vse bolj v bistvu na začetku, ko ste predstavljali pač v bistvu medije, za katere delate, je res zelo pomembno z vidika neke širše publike, ki skušamo to debato tudi približati, ker zagotovo še mi, ki se imamo za lokalce, regionalce in poznavalce, v bistvu zagotovo ne poznamo se med seboj tako, kot bi se lahko ali pa bi se morali na tem malem slovenskem terenu, ki je pa v bistvu po svoje tako velik, ko gre za poznavanje nekih teh vsebin. Tako da, Timotej, če dovoliš, bi v bistvu jaz danes bolj poskušala ostati na teh razmerih lokalno, regionalno, pa mimo vseh teh političnih napadov, ki jih mogoče na nacionalni ravni spremljajo, čeprav vemo, da lokalni teren je res zahteven v teh pogledih od nekdaj bil, ampak marsikaj se pa ne razrešuje v etru, pa na družbenih omrežjih, ampak zelo, zelo na osebni ravni, kjer v bistvu sproti razrešuješ z ljudmi, ki te lahko kadarkoli ustavijo, pokličejo, no, konec koncev pa kdaj tudi pohvalijo. In v bistvu tudi sam točno veš, kdaj si delo opravil korektno, kot je treba, pa tudi točno veš, kdaj si mogoče bolj pristranski, kot bi sicer bil, a ne, če ne bi bil toliko vpet v okolje, kar se zagotovo, čemur se tudi ne da popolnoma otresti. Zdaj bi še besedi povabil Adriano Gašpar, našo direktorico in urednico Vestnika. Zdaj, Adriana, tu bi mogoče bil zanimiv tvoj pogled, ti si pa prišla z ene velike medijske hiše, s Pop TV-ja, nazaj v Pomurje. Kako pa ti dojemaš to, ne? Recimo ta recimo možnost samocenzure, nekih pritiskov na nekem tem majhnem okolju v primerjavi z neko hišo, kjer se podelajo velike teme, velike zgodbe in tako naprej? Ja, pozdravljeni. Zagotovo je velika razlika med tem, ali delaš za nek velik vpliven medij z nacionalno pokritostjo ali pa za lokalni medij, ki pa je seveda v svojem lokalnem okolju tudi vpliven, ne? Ampak tam si vseeno nek del velike organizacije, velikega kompleksa in nekako manj dosegljiv, manj ranljiv v primerjavi s tem, kako si v lokalnem okolju, kjer si dostopen, kot ste že rekli, vsak te pozna, te lahko kritizira, lažje pristopi, lažje ti pove, ne? In zato te tudi lažje pritiska nate, ne? Potem pa pač mislim, da je pač od vsakega in novinarja in seveda tudi medija in njegove integritete odvisno, koliko se kakšnim pritiskom vda. Mislim, da je zelo važno, so lokalni veljaki. To sem zdaj že v teh 3 letih, kar sem tu nazaj v Vestniku spoznala in si želijo in si mislijo, kakšni, da lahko ne toliko z odtegovanjem informacij, ampak dejansko s finančnimi pritiski vplivajo na vsebine, ne? In je važno, da takim ljudem pač daš vedeti, da si z denarjem ne bojo obranili neke objave, da jo bomo vseeno objavili, ker pač ne nazadnje delamo za bralce, za naročnike in za te majhne ljudi, za ljudi, ki želijo videti ličkanje koruze, ki želijo videti svoje slike in pač s tem daš neko sporočilo in si tudi kredibilnost večaš, ne? Tako da moram se po moje iz primera zoperstavljati kakršnim koli pritiskom, no. Se je tudi nam že zgodilo, da nam odtegujejo informacije, da ne zveš za seje kakšne ali pa ne zveš pravočasno ali pa ti tudi kakšne seje zaprejo za javnost, ki to ne smejo biti zaprte in smo šli tudi prek informacijske pooblaščenke. Tako da zagotovo si bolj ranljiv, si bolj dostopen, ko si del nekega nacionalnega medija. In z denarjem najlažje pritiskajo, seveda, ker mi smo pač popolnoma na trgu, ne? Nismo del RTV-ja, ne? Ampak kar hočem sporočiti je, da pač na koncu je še vedno važno, da zgodbo objaviš, ko imaš seveda vse preverjene informacije, ker to pa potem tudi, oni imajo še vedno šanso, da potem povejo svoje in pritiskajo z raznimi popravki, ampak ko ti imaš zgodbo dobro stoječo, jo še vedno objaviš, ne glede na vse pritiske, ki pač sledijo. Ja. Zdaj, tu mogoče je ta primer, ne,
ker zdaj se je že dvakrat pojavilo to ličkanje koruze, mislim, da ne bi rad, da pol ostane nek vtis, ki je itak že nek stereotip, da pa se samo take stvari pokriva. Mislim, da vse regionalne redakcije v bistvu malo teh dogodkov pojejo v primerjavi z nekimi pa širšim naborom, pa z resnimi temami, tako da, kak je recimo, ne vem, RTV ali pa Pop TV, kak sta na nek način gledata pod prste temu, kar se dogaja na državni ravni, pa smo regijski mediji poklicani, da to delamo na regionalni ravni. In tu je mogoče včasih zaradi teh osebnih poznanstev prisotno to nelagodje, s tem, da, kot so že kolegi rekli, teh neposrednih pritiskov pa morda ni toliko, da bi pa bile neke grožnje. Morda, če dodam, neposrednih pritiskov mogoče ni na novinarje, jih pa mogoče doživi urednik ali pa direktor toliko bolj. Potem je pa tudi malo na njem, koliko prenese dalje. Vsaj z mojega vidika, mogoče ima kdo kakšne druge izkušnje. Dobro, zdaj za nas malo čas že preganja, vidim, in zdaj bi pa rad še par stvari povedal o financiranju. To financiranje medijev na narodnostno mešanem območju je nikoli dokončana zgodba, vedno znova si je potreba prizadevati za sredstva. Zdaj bi mogoče na tej točki povabil tudi besedi gospo Heleno Zver, pomočnico generalnega direktorja RTV za madžarsko narodnost. Vidim, da je z nami. Zdaj, če prav razumem, je zdaj že financiranje eno leto po 12-tinah, oziroma tudi letos. To ni nikoli dober znak, pa neko negotovo znaša, zdaj pred vas tudi vnašajo te spremembe, ki se napovedujejo na javnem servisu. Kako je zdaj trenutno stanje glede tega? Trenutno nimamo več 12-tin, sprejet je finančni plan. Lansko leto je bilo celotno po 12-tinah, tudi prvi meseci v letošnjem letu, ampak hvala Bogu, sedaj že ni 12-tin. Torej, glede financiranja naših medijev, se pravi radijskega in televizijskega programa v madžarskem jeziku, se vedno odraža stanje, ki je na RTV, seveda tudi pri nas. Takrat, ko je bilo za celotno RTV v redu, je bilo tudi za nas v redu. Sedaj, ko so finančne težave, zdaj že vedno večkrat slišimo, da bi bilo dobro, če bi narodnostni mediji bili v večji meri sofinancirani strani države, se pravi iz državnega proračuna, da bi bilo potrebno potem iz naročnine čim manj denarja odvajati za pripravo narodnostnih programov. Trenutno je to razmerje nekje 25% celotnega našega proračuna je zagotovljeno iz državnega proračuna, 75% pa potem iz naročnine. Razni dokumenti, bele knjige, ki so se začele pripravljati, predvsem te, ki so se pripravljali v zadnjih letih, odkar ima RTV Slovenija te finančne težave, v teh je vseh zapisana ta težnja, da bi se naj prešlo vsaj na polovično sofinanciranje strani države oziroma sofinanciranje v celoti strani države. Ker pripravo radijskega in televizijskega programa se pravi, ustava je tista, ki zagotavlja to pravico izdajanja časopisa in priprave radijskih in televizijskih oddaj. Zakon o RTV, z zakonom o RTV pa je na nek način naloženo Radioteleviziji Sloveniji, da pripravlja po en radijski in televizijski program za italijansko in madžarsko narodno skupnost, pa potem še seveda tudi romski program. Ne velja to samo za financiranje, tudi za kadre, recimo za spremembo prekarnih delavcev, za spremembo njihovega statusa, kot smo omenili. Vse to, kar se dogaja na ravni RTV, vse to se potem dogaja tudi pri nas in to je zelo dobro. Mislim, da imamo urejene statuse vseh zunanjih sodelavcev in ravno zaradi tega tudi to financiranje po 12-tinah nas ni tako zelo pestilo, kot bi nas pestilo recimo pred 3 leti, ko smo imeli še več kot polovico sodelavcev, zunanjih sodelavcev. Variabilna se je sicer dala, bilo je tudi COVID leto, lansko leto, ko predvsem v prvem valu z zunanjimi sodelavci nekaterimi nismo sodelovali, tako da smo kar zvozili nekako, seveda racionalizacija, pa gledati na stroške, odgovorna urednika to najbolj vesta, ampak smo spravili skozi leto tako, da ni bilo večjih težav.
Ja, sedaj pa se prihaja novo vodstvo, ne, in bomo videli, ta finančni plan je zastavilo še staro vodstvo. In videli bomo, kaj bo pa potem, ko pride novo vodstvo, ali ostaja vse tako, kot je predvideno, ali pa bodo kakšne večje spremembe. Tudi na področju kadrov se napovedujejo spremembe, ampak o tem ne bi govorili, ker je to pa res še velika neznanka. V redu. Zdaj, Mirjana pa Jože, pa opravičujem, sem se zavedal, da nekje na poti smo z gospa in gospod prešli na osebna imena, tako da se opravičujem, mislim pa, da ne bo noben užaljen. Tako je to, če lokalci delajo okroglo mizo. Ja, zdaj, sta vidva mogoče kje pa občutila to v praksi, ne? To vprašanje sredstev. Je mogoče bil kak projekt, kakšna nabava ali karkoli, ki je bila v načrtih, pa ste se pol temu odpovedali, ker ni bilo zdaj jasno, ali bodo sredstva ali ne bodo? Če lahko začnem jaz. V bistvu jaz sem izpustil predstavitev radia samo toliko mogoče, da nas je 25 redno zaposlenih. Od tega je 11 novinarjev, ostali je tehničnega kadra oziroma moderatorji, vestičari in tako naprej, glasbeni urednik, imamo tudi enega lektorja in pa pripravljamo redno sedaj 33 različnih oddaj. In ob tem še tudi imamo svojo spletno stran skupaj z televizijo, oziroma pač oni delajo svoj del, mi pa delamo pač svoj radijski del. V bistvu lansko leto nas je rešil COVID. To mislim, da lahko izjavimo, kajti če ne bi bilo covidno leto in bi morali delovati po 12-tinah, ne vem, kako bi izvozili leto. Že letos januarja, februarja smo že imeli probleme, kajti 12-tine so pomenile, da 80% lanske realizacije, ko smo imeli že v bistvu že zmanjšano realizacijo, torej bi imeli 64% realizacije iz leta 19. To pa veste, kaj pomeni za normalno delovanje nekega radia in pa seveda tudi televizije. V bistvu mi smo za lani načrtovali obnovo studijev in ravno zaradi nesprejetega finančnega načrta tega nismo uspeli realizirati. No, imam v bistvu veselo novico, da s 1. junijem bomo začeli z obnovo vseh 3 radijskih studijev in predvidevamo, da končamo tam do konca avgusta in potem jeseni, pozne jeseni, nekje oktobra, novembra pa bi dobili nov program za predvajanje, to je Dalet Galaxy. Tisti, ki pač ste nekje blizu radia, veste, kaj je to. In to bi želel dodati, da to je v bistvu pozitivna stvar, da smo del velikega zavoda. Ker če ne bi bili, dvomim, da bi dobili nekje 80.000 evrov za razvoj radijskega studia. In vprašanje, ali bi recimo leta 2004 lahko preselili skupaj s televizijo v nove prostore. V bistvu moramo vedeti, da radio je bil do leta 1996 v podjetju za informiranje. Takrat smo se pridružili javnemu zavodu RTV Slovenija. In v bistvu šele po tistem, tam leta 1999, leta 2000, smo lahko začeli z ekspanzijo programa. Do takrat smo imeli nekje 6 ur, 7 ur programa na dan, sedaj oddajamo 24 ur, od tega 13 ur in pol živega programa. Tako da, če ne bi bili del nekega velikega sistema, do tega razvoja v bistvu sem prepričan, da ne bi prišlo. Mogoče bi še nazadovali. Tako da to je v bistvu pozitivna plat. Negativna plat je pa seveda to, da RTV Slovenija je v zadnjem času vedno bom rekel tako, na tapeti. In vprašanje, kaj bo v naslednjih letih. Upam, da se bodo stvari normalizirale, da bo financiranje javnega zavoda stabilizirala, da bo stabilna in da potem tudi razvoj, ne samo naš razvoj narodnostnih programov, ampak tudi kot celote ne bo se zaustavil.
Še Mirjam? Ja, morda bi tu nadaljevala, kjer je Jože končal. Jaz tudi mislim, da imamo res izjemno srečo, da smo del tega velikega sistema, kot je RTV Slovenija, drugače moramo si priznati, da narodnostni mediji, predvsem pa televizijski, danes ne bi bili tukaj, kjer so. Vprašal si prej, ali so bile neke neobljubljene investicije in tako naprej, torej vse velike investicije so bile realizirane, mi pač tudi zaradi tega, ker smo na prvem programu Televizije Slovenije, moramo iti v koraku s časom z Televizijo Slovenija, ampak velikokrat to naredimo z zamikom. Dejstvo je, da smo zadnji, ki smo prišli na format 16:9, da smo zadnji, ki smo prišli na HD tehnologijo. Velikokrat, ko so že vsi delali v 16:9, so nas ti isti ljudje, ki nastopajo, ki nas gledajo v naših oddajah, spraševali, zakaj pa ste na televiziji tako debeli, in pol moramo razlagati, da se pač avtomatično raztegne slika, ki je pri nas še vedno 4:3, ampak gremo pa vedno v korak s časom z Televizijo Slovenija. Je pa res, da pri manjših investicijah, da se marsikdaj zgodi, da je pač tako, da smo daleč od oči in smo zato včasih daleč tudi od srca. Marsikdaj nas pri kakih manjših investicijah, pa naj bo to, ne vem, nabava luči ali mikrofonov, ali kar je pač potrebno za naše osnovno delo, enostavno pozabijo. Jaz verjamem, da to ni zato, ker to namerno naredijo, ampak enostavno res pozabijo, da obstajajo, in zato smo marsikatero takšno manjšo investicijo morali sami izpeljati iz razpisnih namenskih sredstev. No, to bi pa še podal, da čutimo napredek na tem področju. Reče Jože, ko bodo zdaj studio prenavljali. No, bilo je tako, da najprej obnovijo v sklopu regionalnega centra naš studio, ampak pač prišlo je do nekih sprememb, ampak tudi naš studio bo obnovljen. Zdaj, Jutka, v manjših medijih je zadeva pa drugačna. Vi imate, kot si že rekla, financiranje zagotovljeno v veliki meri strani Urada za narodnosti, ampak je to na nek način vedno ravno toliko, da shajate. Ni pa tudi nekih razvojnih sredstev za recimo razvoj spletnih medijev in tako naprej. Ja, jaz bi zdaj to rekla, mi nismo del nobenega velikega sistema, ki bi nas vlekel naprej, tudi če smo na repu, ne. Mi smo samostojni zavod, ne morem reči, da imamo finančne težave, da mi ne moremo preživeti, da ne moremo plačevati tiskarne, poštnine, plače novinarjem in tako. Ni, teh težav ni, nimamo pa razvojnega denarja. Se pravi, mi živimo, ne moremo pa se razvijati tako, kot bi mi želeli, korak s časom, da bi spletne platforme tudi lahko tako razvijali, kot se za danes za spletne platforme spodobi, da smo prisotni res ažurno, tehnološko podprto, zato rabimo denar, zato pa denar recimo nimamo. In to zdaj lovimo, kar pa bo na nekih razpisih na Madžarskem, pa pri nas, ampak to ni to, da bi mi rekli, ok, 2021 pa gremo v veliko spletno prenovo spletne strani, ali pa ne vem, imamo posebej uredništvo za spletni portal, ki tam tudi porabljamo lektorja, ki pregleda, ki prevede, to ni samo tako, da se sedeš in spustiš v eter, če hočemo, da je to tako, kot mora biti v madžarskem jeziku. In zato nam pa denar manjka. Pa recimo manjka nam denar za razvoj kadrov, recimo kako kadrovsko štipendijo razpisati in svoj kader izobraziti, ker ga drugače ne moreš privzgojiti, ga moraš pridobiti, privzgojiti, da ga imaš, recimo razpisati eno pošteno kadrovsko štipendijo ali pa dve, misliti na bodočnost, recimo zato pa nam manjka denarja. To ni pritožba, to je pritoževanje proti državi. Država je korektna do nas in mi dobimo ta denar za preživetje, ne pa za razvoj, kot bi si ga želeli. To je moja pripomba pri teh financah. To, kar je Jutka dejala, je dejansko problem vseh nas. Torej, nezmožnost razpisovanja štipendij, tudi s tem, da nimamo honorarnih sodelavcev, da nimamo denarja, ki bi ga lahko uporabila za to, da bi privabila mlade k občasnemu novinarskemu ali kateremu drugemu delu. Torej, to je zgodba, ki nas zdaj pesti že kar nekaj let, namreč kadarkoli je bilo dejansko zmanjšanje sredstev, smo se sredstvom odpovedali
na računu honorarjev in recimo televizija ga praktično, razen za tista 2 lektorja v slovenskem jeziku, nima, ne. In dejansko je to problem, s katerimi se soočamo tako na radiju, kot tudi na Nepišagu, in da morda narodnost na tem področju nima neke skupne strategije, kako izobraziti prepotreben kader. Moramo vedeti, da se tudi naša populacija žal stara. Čez nekaj let bomo imeli kar predvsem težave z odhodom v pokoj in danes žal ne vemo, na kakšen način bomo te kadre nadomestili. Ja, bi še dodala, nemogoče v Ljubljani na kakšen razpis se jih prijavi 150 in imajo izbora. Na naše razpise za novinarsko delovno mesto se mogoče prijavita 2 in to tudi ne iz strokovnega vidika, ampak ki recimo iščeta službo, ne? Pa sta se prijavila. Se pravi, to je en globalen problem v manjšini, ne? Tudi medijski kader, pedagoški kader mogoče še najmanj, tudi etnografski kader, tudi medicinski kader, tisti, ki bi ovladal jezik manjšine in bi delal na nekem področju na veliki, visoki strokovni ravni, ne? To jaz zelo pogrešam, da ni neke take strategije v celi manjšinski skupnosti, ne samo v medijih, ne? Tako, ne, mi smo recimo iskali za nadomeščanje nekoga in v bistvu smo prav morali razmišljati, kdo bi lahko sploh prišel v poštev. Recimo na televiziji se je zgodilo, da so imeli celo 2-krat razpis za nadomeščanje in enostavno ni bilo prijavljenih, ne. Ker tu so pač take specifike, brez katerih ne moreš, ne. Če nekdo recimo ima govorno napako, ne more pač delati na radiju, ne na televiziji. Če ne govori lepo madžarsko, pač ne more delati. Mogoče lažje dela v časopisu, ker pač se ne pojavi z glasom, ampak pri nas so pač neke specifike in izredno težko najdemo, bom rekel, dober kader. Sploh, če najdemo koga, ne. Silva, zdaj porabijo, kot rečeno, zdaj s financiranjem v zadnjih letih ni bilo težav, ni pa to vedno bilo tako, ne, so se morali porabci kar precej boriti, da so lahko sploh zagnali radio in tako naprej. Ja, res je, zdaj, če se nekako navežem na kolege, v bistvu je saj sem že prej omenila, ta kadrovski problem je zdaj večji kot finančni, ne, tudi porabil, ker primanjkuje, ne, tu potreba je velika, ne, po kadrih, ki v bistvu tu morajo biti trojezični skorajda, ne, to bi bilo idealno, se pravi slovensko, porabsko pa madžarsko, ne, na nek način in to zdaj se pravi na tem poskušajo tudi s to kadrovi vzpostavljajo, da bi se tu našli ljudje, ki bi pač bili tudi pripravljeni poprijeti za delo v medijih narodnostnih. No, je pa tako, kot si rekel, ja. Ko je porabje začelo izhajati leta 1991, je bila kar velika finančna pomoč slovenske države, 3/4 sredstev je v bistvu Slovenija takrat prispevala. Veliko je bilo tudi praktične pomoči, takrat še Vesnika, ker je na nek način Vesnik tudi v začetku pomagal, da so se tehnično stvari urejale. Še danes se časopis tiska v Murski Soboti, takrat je pa bila pač tudi ta pomoč tehničnega urejanja. Marjana Sukič je morala tako na začetku, ko vemo, kakšni so bili ti prehodi meje, tudi včasih po 2 dni preživeti v Murski Soboti. No, v glavnem, zdaj je financiranje tako urejeno, da večji delež 75% v bistvu madžarska država daje, nekaj pa še v bistvu glavnem prav za tiskanje Slovenija. Pri radiju je v bistvu tako, da večino denarja daje madžarska država, nekaj Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, tudi pri kakšnih projektih. Financiranje poteka v bistvu nekako zdaj pri obeh teh medijih preko državne slovenske samouprave, se pravi preko te krovne organizacije od države dobivajo denar. Tako da pač bilo je mogoče več težav v zadnjem obdobju oziroma v zadnjih letih pri radiju, ampak tudi tu so se zdaj stvari uredile. Je pa zdaj tudi letos nekaj milijonov forintov bilo namenjenih za pač to ravno posodobitev, o kateri govorim, da bi poskušali tudi kakšne žive oddaje, nekaj tehniko treba spremeniti, dopolniti, ampak v tem trenutku je res porabil več težav zaradi
kadrovskih problemov, ker vendarle kolegi so govorili, koliko ljudi recimo zaposlenih pri samem časopisu porabi, lahko rečemo, da so recimo 3 ljudje nekako zaposleni, da nas je pa velika večina več honorarnih sodelavcev, ne, tudi iz Slovenije, pa tudi seveda iz Porabja. Pri samem radiju pa poleg direktorja še 4 novinarke, pa tudi kar nekaj, tudi ki honorarno sodelujemo, tako da ni to veliko kadrov, ampak tudi tu pa so prizadevanja, to, kar ste že tudi omenili, digitalizacijo oziroma večja prisotnost, kot je Jutka rekla, tudi pri Nepuša, ki se trudijo oziroma si želite, da bi pač več prišli tudi na splet bolj, tudi pri samem časopisu Porabje so te želje, ampak tudi tu seveda je povezano vse skupaj tudi s kadri in tako naprej. Tako da želje obstajajo nekako za nadgradnjo tega, bom rekla, medijskega prostora tudi v Porabju. Ja, v redu, zdaj naš čas je uradno iztekel, tako da bi jaz še mogoče besedi povabil koga od poslušalcev, če bi kdo kaj vprašal, pripomnil. Zdaj tu vidim enega Marjana z nami, zdaj če je to Marjan Dora, se lahko še Marjan ti malo oglasiš. Slišimo? Ne, mislim, da nimamo povezave, ali pa ima iste težave z mikrofonom, kot jih je imela, kot smo imeli na začetku. Mi. Dobro, zdaj, če ni nobenih vprašanj ali pripomb, potem bi se vam jaz zahvalil za sodelovanje. Danes na tem srečanju, zdaj upam res, da nam še letos, da nam bodo toliko naklonjene okoliščine, da še ta družabni del našega srečanja, ki je bil načrtovan na tej okrogli mizi, izpeljamo. Bo takrat prišla tudi ekipa z Ljubljane, so že obljubili, tako da bomo si imeli tam še marsikaj zanimivega povedati. Zdaj pravim, mislim, da smo marsikateri vidik osvetlili, verjetno bo tudi tistim, ki bodo kasneje okroglo mizo gledali, zanimivo poslušati to razpravo. Tako da hvala lepa vsem za vaš čas, pa se slišimo in vidimo in beremo. Adijo. 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 Hvala lepa, adijo.